Pred nami je pa še zadnje predavanje te sekcije, ki bo obravnavalo žitarice skozi čas. Maša Glišovič in Marija Mršnik, obe študentki medicine. Izvolite. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi z najmi strani. V naslednjih minutah vam bomo skušali na kratko predstaviti razvoj žitaric skozi čas in bolezni celiakije ter raziskave, ki so potekale na tem področju. Najprej pa par besed na hitro samo o tem, kaj sploh je celiakija, kakšna bolezen je to, tako da nas boste lažje sledili temu razvoju. Celiakija je imunsko pogojeno vnetje tankega črevesja pri genetsko dovzetnih ljudeh. Povzroča pa jo preobčutljivost na gluten, to je protein, ki ga najdemo v nekaterih žitih, tako ga najdemo v pšenici, ječmenu, prosu, ne najdemo pa ga v koruzi in ajdi. Pogostost bolezni, koliko je ljudi, ki bolehajo za celiakijo, pravzaprav ni čisto znana, nekje naj bi bil eno boleli na 130 do 300 prebivalcev. Večina ljudi, ki pozna celiakijo, na njo pomisli ob simptomih, kot so driska, vetrovi, bolečine v trebuhu, vendar pa celiakija ni samo to, so tudi drugi simptomi, ki nimajo pravzaprav nobene povezave s črevesjem, kot so dermatitis herpetiformis during, to je tak poseben izpuščaj na koži, potem osteoporoza, bolniki imajo lahko epilepsijo, ženske so lahko neplodne, lahko se pojavlja slabokrvnost in drugi simptomi. Bolezen diagnosticiramo tako, da napravimo serološke preiskave, v krvi teh bolnikov iščemo protitelesa, ki so tipična za bolezen, in pa napravimo ezofagogastroduodenoskopijo. Ena taka dolga beseda, to pa pomeni samo to, da gremo s cevko v požiralnik, želodec in v tanko črevo, si ogledamo sluznico in vzamemo delček sluznice, da ga lahko pogledamo pod mikroskopom in vidimo spremembe. Zdravljenje obstaja in to je doživljenjska dieta brez glutena. Kako je pa pravzaprav bolezen celiakija nastala? Človek ni poznal celiakije, vse dokler ni začel uživati žitaric. Človek je bil skozi celotno kameno dobo, ko so potekale ledene dobe, je bil nomad. Preživljal se je kot lovec, ribič, nabiralec. Šele po koncu zadnje ledene dobe, ko so se temperature nekoliko dvignile in je narasla tudi količina padavin, se je lahko stalno naselil in postal poljedelec. S tem, ko je začel s poljedelstvom, je zemlja postala bogastvo in ustvaril je lahko zaloge hrane. Sočasno z razvojem in naseljevanjem človeka pa je potekal tudi razvoj žitaric. Predhodniki današnjih udomačenih žit so bila divja samorasla žita. To so bila žita, ki so imela majhen klas, v tem klasu je bilo malo zrnc in ta zrnca so se zelo hitro osula. Tako bi človek moral po tleh iskati ta žita, da bi jih lahko uporabil, ker ni bilo ravno praktično. Sčasoma pa je prihajalo pri teh žitih do mutacij, različne vrste so se med sabo mešale in nastala so nova vrsta žit, ki so imela večji klas, na njem je bilo več zrn in ta zrna so dozorevala na rastlini, kar je omogočalo večji pridelek in bilo je bolj praktično za uporabo. Prva žita so vsebovala zelo malo glutena. Gluten pa je tista snov v žitih, ki omogoča, da veže strukturo skupaj, je kot eno lepilo. Zato so ljudje iz prvih žit pripravljali predvsem kaše in kuhali močnik. Sčasoma pa so začeli s selekcijo žit. Iskali so tista žita, ki vsebujejo več glutena, zato da so lahko pripravili kruh. Največ zasluh najbolj so selekcionirali žita predvsem v starem Rimu. Vsa to evolucijo in revolucijo v prehrani pa so človeška prebavila počakala nepripravljena. Namreč človeška prebavila so se v tako sofisticiran organ razvijala več kot 2 milijona let. V obdobju lovsko-nabiralniškega načina življenja se antigeni, snovi, ki smo jih mi vnašali v naše črevesje, niso veliko spreminjala.
S poljedelsko revolucijo pa je človek v zelo kratkem času v organizem vnesel čisto nov nabor snovi, nov nabor antigenov. Ti antigeni so bili proteini iz kozjega in kravjega mleka, proteini iz jajc in gluten recimo iz žitaric. Tako so se lahko razvile bolezni. Večina ljudi se je na ta nov nabor snovi, ki jih je človek vnašal v telo, lahko adaptirala. Tisti, ki se niso, so razvili bolezni. In tako je bila rojena tudi celiakija. Prvi zapisi o celiakiji so nastali v 2. stoletju našega štetja, ko je Aretej iz Kapadokije opisal bolnike in jih poimenoval koliakos, kar bi lahko prevedli kot trpljenje v črevesju. V letu 1888 je Anglež Samuel G., pediater angleški, znova opisal bolnike s celiakijo in ime povzel po Areteju iz Kapadokije. Iz koliakos je nastala angleška beseda celiaks in od tod ime celiakija. Gospod G. je v svojem delu On the Celiac Affection opisal bolnike s težavami in opisal tudi diagnostiko bolezni. Diagnostika se je takrat vršila na podlagi opazovanja blata. Blato je bilo tekoče, neformirano, penasto zaradi fermentacije in smrdeče zaradi gnitja. Zaradi tako dobrega opisa bolezni, simptomov, znakov in seveda diagnostike je število novih bolnikov pričelo rasti. Vendar pa niso vedeli točno, kaj bi bil vzrok. Vedeli so, da je nekaj v prehrani, niso bili pa uspešni pri iskanju. Vse do 2. svetovne vojne, ko je Nizozemec William Dicke, pediater nizozemski, opazoval bolnike s celiakijo. V Evropi je vladala huda lakota, otroci s celiakijo pa so bili boljši. Kljub hudi lakoti so se njihovi simptomi skrili, veliko boljši so bili. Po preletu zavezniških letal, ki so odvrgla pakete s hrano, v katerih je bil tudi kruh, pa se je njihovo stanje drastično poslabšalo. William Dicke je kot povzročitelja okrivil gluten v pšenici in rži. Leta 1952 je Charlotte Anderson s sodelavci to hipotezo tudi potrdila. Vendar pa s tem raziskovanja celiakije pravzaprav ni bilo konec, šele dobro se je začelo. V sredini 50. let je Colonel Crosby odkril inštrument za biopsijo tankega črevesja, Crosby-Kuhlerjevo kapsulo, s katero se je na zelo malo invaziven način prišlo do tankega črevesja in vzelo delček sluznice za preiskavo. Naslednje veliko odkritje je prišlo leta 1964, ko je Jean Berger odkril, da imajo bolniki s celiakijo v krvi proti telesa. To je pomenilo veliko revolucijo, saj se je do takrat mislilo, da gluten iz žitaric neposredno napada sluznico tankega črevesja. Z odkritjem proti teles pa se je ugotovilo, da je pravzaprav to bolezen imunskega sistema, da naš sistem proizvaja proti telesa, ki delajo škodo. Nadaljne raziskave so odkrile še druga proti telesa, kar je pomenilo, da se je lahko izboljšala tudi diagnostika bolezni, ker se je v krvi ljudi lahko začelo iskati ta proti telesa. In zelo pomembno odkritje je prišlo leta 1997, ko je Valaburga Dietrich s sodelavci odkrila še encim tkivno transglutaminazo, ki je v bistvu autoantigen. Tako se je sestavila celotna zgodba celiakije, to se pravi, da je gluten povzročitelj, sprožilec bolezni, proti telesa pa napadajo ta encim, ki je autoantigen. Jaz bi vam pa zdaj kratko še predstavila, kako je pač potekalo poznavanje celiakije pri nas v slovenskem prostoru. Tukaj so bili prvi bolniki s celiakijo diagnosticirani in pa primerno zdravljeni v 50. letih prejšnjega stoletja, ko se je na pediatrični kliniki začel razvoj pediatrične gastroenterologije. V Mariboru je pa do tega prišlo v zgodnjih 70. letih. Začetna diagnostika je temeljila na posluževali so se obremenjenih testov sladkorji, potem
pač s preučevanjem blata, z rendijskimi posnetki prebavil s kontrastom in pa z izključitvijo pšenice iz prehrane. Šele v 70 letih je pa prišlo do prve biopsije tankega črevesja na pediatrični kliniki v Ljubljani. So se pa pri postavitvi končne diagnoze ravnali po diagnostičnih merilih Evropskega združenja za gastroenterologijo, hepatologijo in pa nutricionistiko, ki so ta merila pač postavili leta 1970 in pa malo kasneje še v pač posodobljeni obliki. Serološke teste smo začeli uporabljati v zgodnjih 60 letih, kot je Marina že povedala, z iskanjem teh protiteles v krvi bolnikov. Sprva so bila ta antigliadinska protitelesa, ki so jih potem zamenjala antiendomizijska in pa protitelesa proti tkivni transglutaminazi, torej nekim encimom v telesu. Raziskovalno delo, ki so pač na temo celiakije, sega v leto 1980, ko je profesorica doktorica Dušanka Mičetič-Turk napisala sprva magistrsko delo na temo glutenske enteropatije. Sledila so še številna druga raziskovalna dela, skupaj pripomogla k temu, da smo boljše poznali to bolezen in posledično boljše odkrivali in na to zdravili. Zvrstila so se tudi številna strokovna srečanja, na katerih so strokovnjaki z področja gastroenterologije izmenjavali pač najnovejše spoznanja z tega področja. In prvo tako srečanje, na katerem so se dotaknili tudi teme celiakije, je bilo leta 1987 na 10 Derčevih dnevih v organizaciji medicinske fakultete. Sledila so pač spet številna druga srečanja s tako pač domačo kot tudi mednarodno udeležbo. Čeprav so sprva mislili, da je celiakija samo bolezen otrok, so ugotovili, da se lahko pač jo odkrije tudi pri odraslih. In pri nas je prvega odraslega bolnika s celiakijo odkril leta 1972 profesor dr. Križman. Je pa bilo zaradi takrat še težje diagnostike teh primerov malo. Leta 1993 je pa v okviru diagnostičnega centra Bled nastala tudi ambulanta za prehransko občutljivost pod vodstvom podvologinje in alergologinje profesorice doktorice Jane Furlan. Ki tukaj si vi? Ki je pač svojo pozornost med drugim tudi posvečala vplivu dihanjih in pa teh zaužitih, torej nutritivnih alergenov na pojav določenih pač problemov z dihanjem in pa s prebavnimi težavami. Svojo pač pozornost celiakiji pri odraslim je od leta 1996 posvečal tudi asistent dr. Rado Janša z gastroenterološke klinike v Ljubljani. Na tem oddelku se seveda med drugim svojo pozornost posvečajo tudi raziskovalni dejavnosti. Najnovejše pač svoje izsledke predstavljajo tudi v reviji Gastroenterolog in pa na vsakoletnih srečanjih Slovenskega združenja za gastroenterologijo in pa hepatologijo. Imamo tudi Slovensko društvo za celiakijo. To je humanitarno društvo, ki je nastalo leta 1988 v Mariboru pod vodstvom profesorice doktorice Dušanke Mičetič-Turk. Bila je prva tako društvo v nekdanji Jugoslaviji. Glavni cilji društva so pa bili v bistvu vzpostaviti sploh status teh bolnikov s celiakijo in predstaviti in razložiti pač pomen brezglutenske prehrane za njihovo zdravje in pa nasploh organizirati srečanja, kjer bi pač ti bolniki izmenjavali izkušnje in znanja pač o celiakiji. In število članov je pač pridno raslo in tako je kmalu nastalo še več podružnic v tudi drugih slovenskih regijah. Življenje s celiakijo, bolnika s celiakijo v glavni meri temelji na tej strogi in pa doživljenjski dieti, ki se jo mora držati, kar lahko
predvsem zaradi te svoje res strogega izogibanja, tudi najmanjšim količinam glutena, lahko vpliva na njegovo vsakdanje oziroma tudi socialno življenje. Saj da današnja prehranska industrija ne prizanaša tej vse prisotnosti glutena v živilih, v prehranskih izdelkih, ki ga najdemo povsod, tudi v živilih, ki ga v svoj naravni obliki ne vsebujejo, pa tudi v aditivih, konzervansih, tudi zobnih pastah. Zato je pač izjemnega pomena za te bolnike pravilno in natančno označevanje izdelkov in pa verjetno lahko težavo predstavlja tudi višja cena takih izdelkov. Pač pri tem načinu prehranjevanja je seveda bolnik najbolj odgovoren, potrebuje pa tudi pomoč in podporo svoje družine in pa širše okolice, ki mora biti osveščena do obstoja te bolezni in pa tudi recimo na primeru gostinskih delavcev, da se pač njihova hrana ne kontaminira z hrano z glutenom. Za zaključek naj povzamemo, da pač celiakija zadane približno 1% evropskega prebivalstva. Veliko je še neodkritih primerov, ki se, kot je Marina povedala, ne izražajo v tipičnih oblikah, ampak pač takih, ko jih ne bi pričakovali. Je pa zaradi izboljšane diagnostike pač vedno več teh bolnikov. In lahko rečemo, da gre za nek pač globalen zdravstveni problem, ki zahteva multidisciplinaren pristop. Hvala lepa kolegicama Maši Gliševič in Mariji Mršnik, ki sta nas z žitaricami pripeljala do sklepanja današnje sekcije. Spomnim se, kako je profesor Borisov kot mediko-historik bil že v mojih študentskih letih vključen v raziskovanja in povezovanje z zgodovinarji in prav vesel sem, da se da ta vez živi tudi danes, predvsem pa, da zgodovinske raziskave ne ostajajo v nekih študijskih okvirih, ampak da so še kako aktualne. Predvsem se pa moram profesor Slavčevi zahvaliti, da svoje študentke in sedaj že mlade kolegice vključuje tudi v akademsko in znanstveno predstavitev svoje dejavnosti, torej da vas uvaja v ta svet. Prvi koraki so včasih težki, odlično ste jih izpeljali. Zaradi krčenja možnosti za predstavitev je ostalo nekaj časa za diskusijo. Prvo vprašanje si bom kar jaz dovolil kolegici Dunji Dubaja. In sicer me zanima, ali je italijanski okupator kaj prispeval k prehrambeni in ostali socialni politiki, ali smo mogli to Slovenci, Ljubljančani, poskrbeti z lastnimi silami. Italijanski okupator... Pridite sem, da se... Aha, bo kolega vrlo, ja. Italijanski okupator je seveda dobavljal živila v Ljubljansko pokrajino. Seveda ta prehrana je bila bolj enostranska. Kar se tiče otrok, je zagotovil zadostno količino mleka. Jaz sem omenila, da so dnevno dobivali redno mleko samo dojenčki. Ostala prehrana, ja, zagotovili so jo samo premalo. Spravi, jaz obravnavam mater in otroke. Matere so absolutno dobivali premalo, nosečnice premalo.
Bila je hrana, ampak zato, ker nosečnica rabi premalo. A je razlika med italijansko in nemško okupacijo glede te preskrbe? Jaz sem glede tega omenila od začetka, da glede nemške okupacije nisem mogla dobiti vere, ki bi meni odgovorila na to vprašanje, niti glede same strukture teh ustanov za zaščito žensk in otrok. Zato sem na podlagi torej verov dostopnih, predvsem recimo poročil mestnega fizika ljubljanskega, sklepala, da je obstala podobna organizacija teh ustanov, ne? Da ni prišlo do nekih bistvenih sprememb. Hvala lepa. Izvolite. Prvič bi jaz pohvalila vse današnje predavateljice, ki so se dotaknile tako zanimivega problema hrane, ki nas zdravi in naredi bolne. Skozi zgodovinski presek in današnji čas. Vidim, da se ta ženski element v družbi resnično potencira vse več pametnih žensk in vidim, da že med tem študentkam spet rastejo bistre glavice. Ja, sama sem se ukvarjala z alergijami. To je en spekter patologije, ki jo je danes vse več. Pravi, da je že 35% in obetajo še večji procent. To je ogromno. In seveda se sprašujete, zakaj. To je najbrž ne samo genetika, ampak vpliv okolja, epigenetski faktor, pa ne bomo o tem. Torej, s tem je veliko dela in veliko ljudi ne prenaša določene zelenjave, mleka, jajc, vse to, pa ne pomislijo, da jim to škoduje. Šele pol, ko se to ponavlja in potem pa vse naše revije, te revije pa izredno izkoriščajo to področje in polnijo strani. Torej, naj zaključim, veseli me, da bo ta nova generacija se temeljito posvetila prehrani, kajti s prehrano res rastemo, zbolevamo in se zdravimo, kot so že naši slavni grški zdravniki točno to že jedli. In to, da so zdravili s kolhicinom, putiko, ja, ni to fantastično z tem zjetri, ja, pa zjetri, ne seli. Hvala lepa. Izvolite, Darja Mihelič. Jaz bi imela čisto konkretno vprašanje na dr. Hrastarjevo. Namreč, gre pa za zgodovinske stvari. Ona je rekla, rekli ste, da izraziti napredek je bil izum tega limonovega soka. Jaz pa, če se spomnim dobro, da so v času Kolumbovih in kasnejših potovanj, da so ta spodbud s kislim zeljem zdravili. A ni to potem še starejše, to pa ni po mojem bil že ta prvi tisti izum, ki je pripomogel k zdravljenju, je bilo že kislo zelje. In drugo, kar me pa zanima, kaj pa res nagrabno vprašanje. Jaz se spomnim, da so se nekateri zdravili tako, da so jedli črevesja od podgan. Drog od podgan. In kaj vsebuje, to mi pa zdaj prosim vi pojasnite, kateri vitamin je v tistem nagrabnem drog od podgan, ki človek sploh ne more pomisliti noter, da pravzaprav to pomaga proti skrbutu. In ne proti skrbutu. No, potem drugo je vitamin A, ki je bil, da je v jetrih. Stalno so nas učili, se spomnim kot otroke, da jetra so najbolj umazan del organizma, ki ga ne smemo jesti, zato ker je to nekaj tazga, ko preceja vso svinjarijo, ki jo izovrimo. Zdaj tukaj naenkrat slišimo za jetra, da so pa krasna reč. Jaz jih imam sicer zelo rada. No in potem tretja je pa vitamin D. Jaz se spomnim, moja sestra je bila rakitična, takoj po vojni je bila rojena in res sončen. Ampak jaz sem si vedno predstavljala, da vitamin se zaužije skozi usta. Kaj ima sončni žarek, da vitamine pronica skozi kožo? To mi je bilo malo zdaj tako nejasno. In še potem to za študentko Omejec, nam so zmeri rekli, da določene
pijače, da tiste, ki so umetno zaslajene, da so manj zdrave, kot tiste, ki imajo navadni sladkor. Kaj pa zdaj ta relacija med umetno slajenimi, tistimi, ki so škodljive zato, ker je ta sladkor, saharin, pa to je škodljivo, in med tem je boljš malo več sladkorja, ali boljš malo več umetnega? Boljš voda. Ampak ste kaj znate povedati, ker ne veš, što ste? Ja, za tole, te pogane črevesje, to pa nisem še slišala, moram reči. Ja, tukaj, ki se smem, jaz mogoče dodati. Ja, veste, kako vedno znova? Jaz mislim, da to vsi poznamo, da pač veliko stvari deluje v duhu placebo. Ogromno stvari. In tudi recimo v veliko stvarih je bilo nekaj mističnega. In recimo v času nemoči medicine, se upravičujem predsedniku, ko kažem hrbet, sem že tako obrnila, je obstajal en način zdravljenja, ki se mu je reklo drek apoteke. Dobesedno razumemo vsi iz nemškega jezika, ne? In so uporabljali iz mističnih prepričanj pač snovi, ki recimo kot je podgane, krastače, potem recimo razne rogove, razne iztrebke predvsem, podganje, oslovske, nosorogove, pač odvisno z katerega konca sveta je to bilo. In recimo trijaki, ki so jih uporabljali v srednjem veku za zaščito pred nalezljivimi boleznimi, ki so bili pač popolnoma nemočni, so bili v glavnem sestavljeni tudi recimo lahko 100 različnih takih ogabnih sestavin, ki so jih potem magično kuhali v obredih na nekih javnih trgih, no tukaj gre za drek apoteke. To je bilo na ladji. Ja, tako, se pravi to. Jaz mislim, da tudi na ladji je mistika obstajala, dokler recimo pač stvari niso poznali. Potem recimo v zvezi z D-vitaminom, mislim, da vam bojo naše mlade kolegice znane same povedati. Kako je, no, se bojo povedati. Kaj to se poznajo? Ja, se nahaja že, mi ga tvorimo sami, ampak se morajo v aktivno obliko spremeniti preko sončnih žarkov. Zato tega zadostuje v bistvu že 5 minut na dan, en še manj pravijo sploh dermatologi, da je to oblika. Da mi dobimo sami tvorimo vitamin, ampak aktivna oblika nastane šele od sončnih žarkov. In recimo tega se, pardon, profesor Furlanova. To od podgane. Ja, boste vi videla, ne? Veste, možni faktor je tudi ta bakterije, ki so v tem črevesju, ker vemo danes, kakšno vlogo ima v prebavilih ta makrobiota, ta flora, ki sodeluje pri prebavi in tudi imunski zaščiti. Morda je to se eno način zdravljenja, da z drekom, da rekovajem, da to floro, mikrofloro uneseš bolnim človeku. To tudi ena od današnjih način zdravljenja. Ja, malo se da dejansko ne poznamo še, ampak recimo se še vedno malo tega D-vitamina dotakne. Recimo, tega seveda zelo dolgo niso vedeli, da recimo pač je potrebno sončna svetloba, da se provitamin D aktivira v aktivno obliko, ki preprečuje rahitisa. In recimo Finsen je dobil, ne vem, 1905 ali kaj takega Nobelovo nagrado za to, ko je recimo pač to odkritje predstavil. Drugače pa recimo tudi danes tokom tega prvega predavanja ste lahko slišali, kako so z empiričnim znanjem skozi zgodovino znali odkriti niso znali vzročno stvari povedati, ampak videli so, kako neka stvar izkustveno pomaga. In recimo jedra. Jedra so pač skladišče maščobotopnih snovi. In recimo vitamin A, vitamin D sta maščobotopna in se tam lepo shranjujeta. In zato ni nič čudnega, če človek potem ta jedra, ko jih použije, si pač nek primanjkljaj A ali pa D vitamina lahko pozdravi. In recimo to, da so zdravili v starem Egiptu nočno slepoto, recimo z jetri, to meni bilo fascinantno. Ali pa recimo rahitis in tako naprej. To so fascinantne stvari. Zato, ker si rečeš, kako je to možno, to znajo opaziti. Ampak še bolj kot recimo to mi je fascinantno,
da so znali recimo jesenski podlesek in tako naprej, bel teloh, da so videli, da recimo te strašno boleči palce, predvsem na nogah, pa tudi drugi otekli sklepi, ki so popolnoma invalidizirali številne mogočne vladarje pri protinu, putiki, gihtu, podavi, kakorkoli jih že rečete, da recimo lahko ti to zdraviš z enim toksinom. In recimo ta empirična medicina, ki je uporabljala v glavnem alkaloide, naravne neke strupene snovi, ki se nahajajo v rastlinah, to je meni fascinantno, ker kaže na to, kako je bil preprost človek, pa potem tudi recimo najprej vrači, pa potem pač šamani, zgodni neki predhodniki šolanega zdravstva, medicine in tako naprej, kako so znali verno opazovati, kaj jim pomaga ob nemoči, ker pač bolezenje ljudi lahko hudo prizadela. In jaz mislim, da ta nek povratek k naravi mora biti nekaj, česar se moramo na vsakem koraku zavedati. Jaz mislim tudi, da tukaj, če smem samo še malce izven tega vprašanja, dodati to, da se zavedamo, da komercializacija družbe je strašna. In da neke multinacionalke, ki pač poskušajo krojiti usodo tega sveta, se poskušajo pritihotapiti na vsa področja. In recimo v farmaciji imamo mi ogromno čudovitih znanstvenikov, ki so popolnoma etično visoki, neomadeževani, ampak imajo za sabo pokvarjen management, ki nima nič, recimo samo farmacijo, ampak pač poskuša dobičke iz tega kovati. In recimo potem naenkrat pač neke preproste stvari, ki so zastonj, ne smejo več take ostati kot so. Tako da, poglejte recimo, za homopatijo mi seveda vemo, da učinkuje. Mi smo tu nek otoček sredi Evrope, Bosna ima sprejeto homopatijo, Albanija ima sprejeto, Slovenija je nima in dela proti zakonom EU-ja. Jaz sem zdravnica. Ampak jaz zastopam znanje. In znanje v rokah strokovnjaka pomeni znanje, ki bi naj bilo čisto, etično, za bolnika. In poglejte, recimo v Lancetu, to je najbolj znamenit medicinski časopis, so tudi dokazi, recimo, da homopatija deluje na molekularni ravni. Gre pa za encimsko delovanje, ko ti nekaj v telo daš, se neki encimi začnejo ustvarjati, nastajati in tako naprej in pač delujejo. In da to posplošim, marsikaj iz našega vsakdana, kar obstaja, mora ponovno postati hrana za zdravje, kot je lepo profesor Pulanova rekla in kot je Hipokrat že povedal. In mi moramo to prepoznati in se ne pustiti zapeljati vsakršni prehranski industriji, ki na vsakem koraku poskuša se samo prodajati. Jaz mislim, da tako, kot sta pokazali Janja Omejčeva pa Cita Zupancova, da recimo ti sladki napitki nas ubijajo, ne pa zdravijo. To je nekaj, kar je treba sprovesti v življenje. In zato recimo učitelj, ki dela v šolskem procesu, mora to vsak dan govoriti, ker to so te drobne stvari, ki se tako kot fleš dotikajo, moraš veliko, ker rečem, voda je pa boljša kot tista sladka pijača. In torej, to, da se znaš upreti komerciali in da se vračaš k preprosti naravni prehrani, to je tisto, kar mislim tudi, da mora biti prihodnost zdravega načina prehranjevanja in tudi pitja. Mi ste še nekaj vprašali? Ne, smo da se govorili. S tem sladkimi pijačami ste mi zdaj odgovorila. Kaj več škodljivo? Ja, seveda. Glejte, umetna sladila so pa kancerogena. Mi vemo, da jih je kup kancerogenih in recimo na vsakem natrenu piše. Ne vem, koliko 5 tablet na dan, ne vem, koliko piše že, samo toliko in nič več. In zato recimo je pač treba znati
to med ljudmi spet spodbujati. Zdrav slovenski zajtrk, jabolka prinesti na mizo, polento pojesti, kaše dati na mizo, ajdove kaše. To je vse poceni in od tega industrija ne bo bogata. Zato ta sprijanost komercijale je tista, ki se ji moramo mi upirati. In jaz mislim, da prehrana mora biti sestavni del izobraževanja naših otrok od vrtca naprej. Zato je tako važno, da imamo dobro izobražene tudi vzgojitelje, učitelje, profesorje, da te stvari gredo v javnost. Eno za sladko. Ja. Zakaj je v bistvu škodljiv, to je mogoče študentke pa zdravnice že vedle, ampak čitala sem, da sladkor, glukoza se veže z proteini in ta nastanek te tvorbe bi rekla, zapre opno, jo ne očvrsti, ja, in da se skozi to zaprto opno ne pretakajo skozi kanalčke. Da je to tista ena patologija sladkorja. Celica umre, celica ni več funkcionalna. Samo omenila, prej smo se pogovarjali, da so marihuana je bilo popularno zdravljenje z ultravijoličnim žarkom. S tem so spodbujali tek, spečnost, proti rahitisu. Recimo, če se gre malo po časopisih, znati gledati, je prav opis postopka zdravljenja s ultravijoličnim žarkom. Druga stvar, ki sem pa sam hodila čist ne medicinsko, ampak tako, kar se tiče teh podnebnih jeter. Na ladjah, če se tako predstavljamo, ogromno ljudi, ne vem, koliko mesecev so bili izolirani tam na morju in jaz mislim, da so si oni čist po svoji primitivni logiki pomagali s tistim, kar so imeli pred sabo. Podgane so prestanen njihov sopotnik mesece in mesece in ker so bili že tako obupani, čistko, če razmišljam, so verjetno se poslužili ene take primitivne Hvala lepa. Še kolegica Katarina Keber. Ja, jaz bi mogoče se sam navezala na ta problem sladkorja v pijačah, pa to ne zdaj zgodovinsko, ampak čisto sedajno izkustveno, kot mama. In sem razmišljala, zakaj je tako težko, recimo v vrtcih, dopovedati vodstvo vrtca, da bi otrokom dajali vodo. In zdaj to že pri 2 otrocih opazujem in debatiram za starši in ugotavljam, da je na delu tudi ena taka širša družbena, družinska navada, kaj je za otroka dobro. In povojne generacije so sladkor malikovale, ker ga ni bilo. In te povojne generacije so zdaj v vlogi dedkov in babic. In mislim, da tudi te generacije niso preklopile na neko zdajšnjo realnost, ko se naši otroci levajo čisto drugo prehrambeno in okoljsko stvarnost. Pa ne mislim, da so zdaj oni krivi. Jaz se zahvaljujem, diskusije smo imeli kar nekaj.